Dober dan, lepo pozdravljeni na predstavitvi dveh knjižnih novosti, romana Tuj in tuj Romana Rozine, knjige predelanih kolumn Čas grobosti Renate Salecl. Z nami je pa še Nelida Nemec, največja poznavalka umetniškega opusa in življenja Zorana Mušiča. Zoran Mušič svojo usodo, svojim ustvarjanjem, svojim begunstvom, svojimi nenehnimi selitvami, menjavami identitet, prostorov ustvarjanja in bivanja je rdeča nit naše današnje predstavitve knjig in pogovora. Jaz sem Mirja Mihačič Hladnik, raziskovalka na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. In kot raziskovalka tega področja mi ob temi begunstva in migracij najprej pade na pamet ogledalo, ki ga vedno moramo postaviti najprej sebi, da v njem zagledamo naša begunstva, naše selitve, naša ilegalna prebežništva, kar je vse določalo zgodovino tega prostora. Ampak seveda gremo po vrsti. Kot raziskovalko me najprej zanima, Roman, kako ste se lotili raziskovanja dobesedno teme, ki jo obravnava vaš roman. To pač je seveda roman, ampak govori o begunstvu na Slovenskem danes, o tistih drugih, ki poskušajo priti v naš prostor oziroma iti čez njega v neko boljše, varnejše, mirnejše življenje. Knjiga ne prikazuje tega dogajanja, ki se je posebej zaostrilo leta 2015-2016 z odprtjem balkanske begunske poti, črno-belo. To ni roman za in proti, o dobrih in slabih, ampak o zelo seveda polarizirani družbi, kar naša družba je. Prikazuje pač kompleksno ne samo begunce, ampak tudi tiste med nami, ki so z njimi solidarni, ki jih je strah in groza pred njimi ali ki se z njimi poskušajo okoristiti. Torej, za začetek, Roman, vendarle za orisati našo sodobno slovensko družbo iz perspektive tega, kar se dogaja, begunstva, migrantstva, kako ste se lotili in pravzaprav zakaj šele roman zdaj? Lep pozdrav vsem. Da ne pozabim tega, me veseli, da smo v takšni imenitni družbi. Tako da moj govor je nekoliko bolj razmetan, ne. Vse veste, vse ugledne profesorice, predavateljice, tako da bom poskušal šarmirati s tem, da sem zmeden, ne. Zelo dobro za začetek, pa bomo pa že skupaj povezali, ja. Zdaj, v bistvu, tako kot ste rekli, ne, ta zima 2015-2016 je prinesla na naše meje takšne neprekinjene kolone beguncev. Zdaj, morda en korak v stran naredim. Jaz sem se z migracijami veliko srečeval, ampak to so bile te ekonomske, tudi politične migracije, ker prihajam iz Zasavja in sem se tako nekje malo domoznansko ukvarjal s temi zadevami. In Zasavje je verjetno tak zelo tipičen prostor ekonomskih migracij, so se nenehno dogajale. Enkrat je bila pač delovna sila nepotreben strošek in je odhajala v vse smeri, drugič je bilo nekaj nujno potrebnega, in so pač prihajali iz vseh vetrov spet v te doline. Tako da v bistvu prihajam iz takšnega zelo prepišnega okolja. In te kolone Sirijcev, Afganistancev in pač drugih migrantov, beguncev, prebežnikov v tej zimi 2015-2016, mislim 2015-2016, ja, šokiralo me je ta obrat. V bistvu najprej so ljudje hiteli z nekimi dobrimi humanitarnimi namenami, s škatlami hrane in pijače na mejo na pomoč, ampak zelo hitro, v mesecu dveh,
so v teh škatlah nosili na mejo rezilno žico. Ta madžarski koncept, ki se je vsem zdel najprej zavržen, je postal nekaj uradna politika Evrope in tudi v Sloveniji. Ne. In, to je bil nekaj verjetno prvi vzgib, da sem začel o tem razmišljati. In, jaz nisem znanstvenik, strokovnjak, ne, razmišljam manj shematično kot ve. Ne, in, ta človeška plat, ta salto mortale, ne, ko se je zgodil, me je pač spremljal in tudi kasneje je bilo en kup teh drugih dogodkov, ne, ki so nekje osveževali ta spomin. Ne, med takšnimi zelo tipičnimi se spomnim ta razpis Demokracije za pravljico, kjer nekje po vzoru, kaj gre na južno mejo braniti domovino pred migranti in kup je bilo teh vedno novih spodbud, da sem se vračal k temu razmišljanju in ker razmišljam v zgodbah in v metaforah, je nastal ta roman. Ne. Morda pozno, ampak zdelo se mi je prav, no, da skušam na neko prizorišče spraviti te različne interese in prikazati neko morda atmosfero tega časa. No. Renata, tvoje kolumne se seveda ne ukvarjajo samo s tem vprašanjem oziroma, kot mu rečemo, problemom. Je pa tako, da je ta naslov, ne, Čas grobosti, zelo lepo opiše čas te begunske zgodbe pri nas, ki se vleče izrazito od leta 2015, 2016, čeprav je gotovo obstajala že prej v Evropi, v sosednji Italiji in smo to spremljali, ne vem, na televiziji, v medijih, ampak tako zelo močno je prišla v naš prostor takrat. Zdaj, meni se zdi, da bi lahko mirno rekli še več, ne? Da je to čas odnosa do beguncev in do migrantov in da je ta čas brutalnosti. Ne samo grobosti, ampak zares najhujših oblik tako izkoriščanja, nekega globalnega, seveda, ampak potem tudi čisto odnosa političnega, predvsem govorim za Evropo, za Evropsko unijo in za naš prostor, kjer je v največji meri, ne, lahko rečemo, na delu brutalnost. Kako bi ti, recimo, pa ne bi mogoče ostali seveda samo pri tem, kot smo že rekli, ne? Tudi mi ne želimo biti shematični, daleč od tega, ne, v pogovoru. Nek mogoče tvoje kompleksno razumevanje tega obdobja, to je zdaj, ne vem, 7 let recimo, ne? Ja, jaz recimo ne bi dala naslov Čas brutalnosti, zaradi tega, ker se mi zdi, da beseda grobost malo bolj tako nekako zadane v tiste, ne vem, bom tako rekla, nevidne oblike, ki velikokrat v tem našem času neoliberalizma izgledajo kot neka svobodna izbira ali pa odgovornost zase, ti se moraš postaviti zase, vse je od tebe odvisno in tako naprej, ne, kjer te v bistvu nagovarja ideologija z nekimi možnostmi, ki so ti pravzaprav večini od nas nedosegljive, ne, neke ideje uspeha, ali pa sreče in tako naprej. Ampak v podtonu se pa oblikuje nek odnos do ljudi in recimo strani inštitucij, podjetij, ki hkrati zelo močno vpliva na odnose med ljudmi in tudi odnose, ki jih imamo sami do sebe. Ne, ker recimo ravno recimo že po Freudu obstajata 2 načina, kako mi kanaliziramo recimo neka agresivna čustva, to je lahko navzven, lahko navznoter in mnogokrat Slovenci jih navznoter z raznimi oblikami samopoškodovanja, odvisnosti in tako naprej. Ne. Tako da zato se mi je zdela recimo ta beseda mogoče primerna za naslov. Glede begunstva je pa zanimivo, da smo na Inštitutu za kriminologijo na pripravni fakulteti prav zdaj v zadnjem letu začeli to vprašanje raziskovati v enem takem bolj kompleksnem primeru. Namreč lotili smo se raziskave, ki jo jaz vodim, o permanentnih izrednih razmerah. In sicer to, da imamo zadnjih dobrih 20 let dejansko eno situacijo za drugimi,
kjer v bistvu uvedemo neko paniko ob neki krizi, kjer spremenimo na hitro zakone, hkrati pa tisti zakoni, ki naj bi se samo s neko trenutno krizo ukvarjali, ostanejo in radikalno spremenijo družbo. Ne? In to je po 11. septembru, kjer se je v bistvu začela sodobna družba nadzorovanja, hkrati tudi v vojaškem smislu, recimo ti ameriško rečejo preemptive strikes, ne, da pravzaprav napadeš, preden da se je recimo nek konflikt zgodil. Potem ekonomska kriza 2008, ne, ki je spet radikalno spremenila družbo, migrantsko krizo, ravno tako analiziramo, no, ki je uvedla spet nove mehanizme in pravne in nadzorovalne, pa seveda covidna kriza, ne, ki je v bistvu ravno tako, ne, je bila kriza, kjer smo spremenili na hitro zakone, prepovedali v mnogih državah demonstracije in paralelno s tem se seveda ukvarjamo tudi z problemom tako imenovane iliberalne demokracije. To pa vodi moj kolega Vasja Badalič, ne, ker mislimo, da gre pravzaprav te permanentne krize in iliberalna demokracija pravzaprav na nek način v štricu, v isto smer, vse bolj avtoritarni družbi. No, Nelida je tudi avtorica knjige o Zoranu Mušiču. Pišeš novo, kot si mi povedala. Zdaj sem kar na ti prešla, se upravičujem, ampak midve se res tako poznava. No, skratka, prosim, in če bo čas, bi bilo fino zvedeti tudi nekaj o novi knjigi, ki nastaja. Ampak zdaj najprej o Zoranu Mušiču, torej tej naši rdeči niti pogovora, torej poosebljanju usode migrantstva, begunstva. Jaz vem, da vsi tukaj vejo, da je to eden največjih slovenskih slikarjev in grafikov. Ne vem pa, če je čisto vsem znano in bi predlagala, da vseeno orišeš najprej njegovo begunsko pot in morda seveda potem tudi migrantsko usodo, ne? No, Zoran Mušič, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. Zoran Mušič se je rodil na Primorskem leta 1909. Tudi sama sem Primorka in to obdobje begunstva in prve svetovne vojne v bistvu podoživljam vsa ta leta tudi zaradi svojih prednikov. Jaz nisem znanstvenica, niti pisateljica, ne študiram tega obdobja z drugačnih vidikov, temveč samo skozi oči Zorana Mušiča in v bistvu skozi izkušnje, ki jih od otroštva nosim v sebi. Če si predstavljamo leto 1909, Avstro-Ogrska monarhija, vas Bukovica, no, on jo je dolga leta tajil, pravil je, da je rojen v Gorici, kasneje je to spremenil, ampak Gorica je kot središče tistega našega prostora v tistem avstro-ogrskem času predstavljala srce, dušo Goriške. In zato je tudi on potem kasneje raje govoril, da je rojen v Gorici kot v Bukovici. No, Gorica vemo, da je bila večjezična. V Gorici smo dominirali Slovenci, potem Furlani, Italijani in Nemci in so sobivali v tistem času, vendar prva svetovna vojna, Italija je napovedala leta 15 avstro-ogrski vojno, se je situacija spremenila. To se pravi, tudi za družino Zorana Mušiča, mama in oče sta bila učiteljica v Bukovici, oče je bil mobiliziran že takoj, čim je bila napovedana vojna in je mama ostala, če si predstavljate, z 2 otrokoma, Zoranom in 2,5 leta mlajšim bratom, sama. Oblasti so pa dali naročilo, so zapovedali, da je potrebno se izseliti. Vi veste, da je tam potekala krvava soška fronta. Spomnimo se tudi Simona Gregorčiča, ki je v Soči zelo lepo povedal: in ti mi boš krvava tekla. V bistvu to je bila napoved, ki se je žal uresničila. Iz tistega prostora, iz avstro-ogrske strani in italijanske strani se je takrat izselilo več kot 100,000 ljudi. Si predstavljamo to številko. Soška fronta je bila dolga 93 kilometrov od Rombona do izliva reke Soče.
Tako da večinski del, cirka 80 tisoč, tudi nekateri podatki pravijo 90 tisoč, je beguncev bilo na tej avstro-ogrski strani, ostali del je na italijanski strani, kamor so spadala tudi Brda in nekateri predeli Soške, so pa potem bili premeščeni, postali so begunci in sicer so najprej šli v begunska taborišča v Italiji, Italijani so jih pa potem izseljevali vse od Torina do Sicilije. Na naši strani, če se spomnimo iz zgodovine, so pa, ko so oblasti naročile, da morajo se izseliti, so si posamezne družine skušale dogovoriti z znanci, sorodniki, prijatelji, da so lahko prebivali da so si dogovorili za prebivanje v tem času v slovenskem prostoru, rečemo v zaledju, tja proti Štajerski so naši Primorci hodili. Vendar veliko število pa Primorcev si tega ni našlo samo, temveč so jih potem poslali v begunska taborišča in veste, da je bilo kar nekaj 6-7 teh zelo znanih taborišč. Največ Slovencev je bilo v bližini Dunaja, tam proti meji z Madžarsko. No, Zoran je bil star takrat 6 let, si predstavljate otroka, kako je to doživel. In ker je zelo lepo sam v življenjepisu, tam okrog 87-86 leta je on prvič sam zapisoval tudi svoje vtise v življenjepisu, v katalogih, bi vam jaz rada samo to, da začutimo, kako je on doživljal kot otrok, to bi vam ta delček prebrala, če se strinjamo. Ja. S kočijo polno slamnatih kovčkov smo se odpeljali v Gorico, odkoder smo se z vlakom odpeljali v Beljak. Opazoval sem vojake v popolni bojni pripravljenosti. Italijanska meja je potekala 2 koraka stran. Iz Gorice proti Tolminu smo se peljali ob reki Soči. Mislim, da je barva reke, ki se mlečnato sinje modra vije po temno-zeleni dolini, edinstvena na svetu. Takrat sem se preprosto spraševal, če niso morda zlili mleko v njene vode. Vlak se je počasi pomikal naprej, v breg skozi številne predore. Zaradi zadušljivega dima so si vsi pritiskali mokre robce na nos in usta. Beljak, postaja, polna beguncev s culami. Pot smo nadaljevali proti Štajerski. No, najprej se je družina ustalila na Koroškem. Tam so bili do leta 20, vi veste, da takrat je potem bil plebiscit in plebiscit jih je ponovno pregnal, da so iz Koroške šli proti Štajerski. No, in končno se je družina na Štajerskem, v Spodnjih Hočah se je naselila, ampak Zorana so poslali študirati ali se šolati v Maribor, star je bil 11 let in je bil sam poslan v Maribor. In sicer k družinam, s katerimi so starši dogovorili, da so mu nudili hrano in posteljo, tako rekoč vsak mesec ali pa vsaki 14 dni se je on selil od ene družine k drugi družini. Zdaj si to predstavljate, tega majhnega otroka, kako je prišel iz nekega čisto drugačnega okolja na Štajersko, kjer so sicer sprejemali Primorce z odprtimi rokami, ker takrat je bil val Primorcev v Maribor, ampak vendarle govorimo o otroku, tam se je tudi šolal. In mu ni bilo prav enostavno. Jaz sem namreč osebno poznala Mušiča, veliko sem se z njim pogovarjala, veliko mi je povedal, zelo podobno kot je marsikomu tudi sicer od novinarjev, ki so ga oblegali, ampak slišati v živo pogovor z njim je bilo neverjetno doživetje. Moram reči, da v Mariboru se ni on tako dobro počutil, bilo je le okolje, ki mu ni bilo tako domače. Potem je šel študirati v Zagreb. In ko je zaključil Zagrebško akademijo, ga je Babič, njegov profesor slikanja, izvrsten slikar, nagovoril, naj gre v Dalmacijo. In tako je on veliko časa preživel v Dalmaciji in tam je ponovno obudil stik s krasom, s kraškim svetom. Tam je začel je zaživeti kot slikar. Vendar, še nekaj se mu je dogodilo.
On je potem iz Maribora leta 40 prišel v Ljubljano. Vemo, da Ljubljano so okupirali Italijani, postala je ta ljubljanska pokrajina. Fašisti so imeli sezname, vedeli so, da je družina v bistvu emigrirala. On je bil tudi kasneje leta 1949 obsojen na 9 mesecev pogojno kazen, zato ker so rekli, da je dizertiral Italijani njemu. No, ampak potem je on se odločil leta 1943 po padcu fašizma, da ne bo več v Ljubljani, ampak je šel v Trst. Trst je prišel v močno slovensko okolje. Tam so bili že slikarji, slovenski slikarji, ki so bili zelo močni, niso ga prav z veseljem sprejeli medse. Zato je iskal naprej. Iskal je Benetke. Benetke so bile njegov cilj, vendar 1. oktobra leta 1944 ga je Gestapo aretiral na ulici. Zato, ker je bil izdan, ker so pri njemu so imeli nek aparat, s katerim so sporočali tajne sporočila zaveznikom. Skratka, odpeljali so ga v Trst, v celico, v središče Trsta, na trgu Oberdan, kjer je bil 24 dni zaprt v celici, kjer je bilo pot pokrit z vodo, tako da je skoraj do kolen bil v vodi, mučili so ga, trpinčili so ga prepričevali naj prestopi na stran Gestapa, ni, je odklonil. Bilo je tudi tako, da so ga peljali v rižarno, vsi vemo, kaj pomeni rižarna, to je pomenilo, če so te peljali v rižarno, da te bojo streljali, vendar ko je prišel tja, so gledali seznam in njega na seznamu ni bilo. Tako da so ga ponovno vrnili v tisto celico, v zapor središče Trsta, ampak potem 15. novembra so ga skupaj s sinom od Maistra, Rudolfa Maistra, ki je bil tudi istočasno prijet v Benetkah, odpeljali v Dachau. To poznamo. On je preživel Dachau. Doživel je tudi tiste trenutke, ko v bistvu doživiš na lastni koži najtežje trpljenje in sovraštvo človeka po sočloveku. In takrat je on začel risati. In v bistvu z risanjem se je on rešil. Zdaj, nimam preveč časa, jaz bi vam zelo rada prebrala par stavkov, ker on je izredno lepo tudi povedal svoja doživetja in je zelo lepo opisal trenutke, ki jih je doživljal takrat v Dachavu. Bomo mogoče pol v drugem. V redu. A bi zdaj še nadaljujem še z Mušičem zelo na kratko. Skratka, on je takrat, ko je bil v Benetkah leta 1944, je takrat imel zelo odmevno razstavo, spoznal hčero od tega profesorja Kadorina in sta se zaljubila. Tako da v bistvu on se je leta 1945 iz Dachava, ko je bil pripeljan v Ljubljano, se ni odločil zaradi, bom rekla, komunističnega terorja nad njim, ampak on se je odločil zato, ker ga je čakala ljubezen, zato, ker ga je čakal profesor Kadorin, ki mu je postal kakor drugi oče, sta se takrat leta 1944 zelo približala in mu so zelo pomagali. Tako da je prišel v Benetke in začel je znova. On je zelo lepo rekel, sem človek brez stalnega prebivališča. To je rekel leta 1995, ko so mu pripravljali katalog za njegovo največjo razstavo v Grand Palais. Veste, se spomnite, da sta otvarjala Mitterrand in naš Milan Kučan. To je bila ena izmed največjih njegovih razstav. No in takrat je on to rekel, nimam stalnega prebivališča in nimam korenin. Sem človek brez korenin. To pomeni, da je to doživetje begunstva vendarle nosil skozi celo življenje, čeprav vemo, da je to prerasel, prebolel, ustvaril izjemen opus, ampak tista občutenja, ki jih je doživljal kot otrok, ko je zapustil dom, ko je šel v nova okolja, nepoznana, skozi vsa ta trpljenja prve svetovne, druge svetovne vojne, so ga tako kalila, da se je opolnomočil kot velik umetnik, velik slikar, ampak vendarle v sebi je bil še vedno tisti bogi otrok, ki je
iskal dom, iskal toplino. To je nepotešena želja domačega okolja, ne. Zato se je on tako rad vračal na Primorsko, predvsem Brda, predvsem na Kras, in to tudi njegova dela v bistvu izražajo. Ampak o tem ne bomo, ne. O tem bomo še pozneje, ne. Ja. Zdaj imamo skoraj stoletje dolgo življenje z vsemi vidiki, torej nenehnih selitev, različnih begunstev, izgonov. In na koncu to njegova misel, da nima korenin. Zdaj lahko jo obrnemo tako, kot si rekla, v neko nostalgijo, ampak po drugi strani, ne, jaz vedno tako rečem, da ljudje pa čisto zares nimamo korenin, ampak kvečjemu krila. A ne? Torej, to, da bi bili zakoreninjeni, to je nek nacionalističen ali pa nacionalni okvir, znotraj katerega smo določeni, ne, znotraj katerega nastajajo mitologije, da smo, ne vem, že 1000 let na tem ozemlju, a ne, že kar Slovenci ali pa Nemci ali pa Italijani, ne, skratka, to je čisto zares neka mitologija, ljudje smo selivci, če smo že kaj, če že ne ptice. A ne, ampak vsekakor pa nismo zakoreninjeni, ne, in je dobro, če se na to kdaj pa kdaj opozorimo, ker je prevladujoči diskurs te ukoreninjenosti pa pripadnosti, zato da pač lahko določimo nas in potem tiste druge, ki k nam ne spadajo, nas ogrožajo, jih ne želimo tukaj imeti ali pa čim manj, pa samo toliko, kot je res nujno potrebno, da nam se zidajo avtoceste, pa naselja, pa privat hiše, no, seveda, pa vse drugo, ne. Drugače pa je, mislim, da ta njegova misel lahko pač izhodišče za naš nekakšen ta drug krog pogovora. No, in zdaj, če smo tukaj imeli skoraj stoletja dolgo življenje, imamo pri romanu Tuj in tuj eno samo noč. Seveda ne smem povedati nič o vsebini, zato da boste roman prebrali, to mi je Erika še prav posebej zabičala, jaz pa kar bi kaj povedala. No, meni je zelo všeč, mislim, da je dober roman, mene je presenetil, ker si nisem znala predstavljati, kako bi vso to zgodbo, ki jo kljub vsemu še zmeraj nekako prikazujemo, ne dostikrat črno-belo, ne, skratka, imamo ljudi, ki so aktivisti, ki se trudimo, skratka, razumeti to, kar se dogaja na en kompleksen način, na ta način, kot sem prej rekla, ogledala, ki ga sebi nastavljamo in v katerem je to, kar si ti omenila, ne samo 100 000 v prvi svetovni vojni, ampak tudi 100 000 v drugi svetovni vojni in potem še vse vmes in potem po vojni, seveda begunci, prebežniki, mislim, številke grejo pač v 10 in 10 in 10 tisoče, ne. Zdaj, v romanu Tuj in tuj imamo to zgodbo prehajanja, ki gre tudi v 100 000, 10 in 100 000, prehajanje ljudi čez naše ozemlje, ne, čez našo reko. To vse je v eni noči. Razložena kompleksnost družbe, ki se ji to dogaja, skozi to, kar pravim, ne, kompleksno zgodbo različnih akterjev, ki poosebljajo ta različen odnos do begunstva in do beguncev. In potem je zanimivo, no, in to bi bilo moje vprašanje, moja rodovednost, begunci so poosebljeni v eni figuri. V figuri Tuja in tuja, ki je izjemna tako fizično, ne, kot po svoji usodi. Torej, ta figura je nenavadna, moram reči, da si nisem predstavljala, od kje ideja zanjo, ampak kar hočem povedati je, da pooseblja to, kar je dejansko danes migrantska ali pa begunska usoda. Neko nenehno prehajanje meja, brezkončno prehajanje meja, in to ne samo fizičnih,
daleč od tega. To so vse mogoče meje, ovire, prepreke, ki so lahko neprenehoma postavljene pred nekoga, tudi če jih mogoče prejšnji dan ni bilo. Dovolj je, da parlament, recimo slovenski, sprejme nov zakon o tujcih, pa je 5 novih ovir za njih, za njihove družine, za njihova dovoljenja. A ne, skratka, dovolj je, da se nekaj zgodi, pa se postavljajo, se pravim, administrativne, ekonomske, socialne ovire, prepreke in ta oseba, ne, ta figura, ki je edina zares opisana znotraj begunske skupine, je odlična metafora tega nomadizma. Nomadizma v vseh pomenih, torej prehajanja v vseh mogočih meja, ki jih kar naprej, tako migrantom, tudi legalnim kot ilegalnim oziroma brez papirjev, postavljajo družbe. Odkot ta ideja za tega nomada v vseh pomenih, tudi navsezadnje identitetnih? Ja, bom poskušal odgovoriti, ne, čeprav je bilo zelo tako ogromno vprašanj, ne, v bistvu postavljenih. Ne. Zdaj, tu in tu je nekje, ko sem pač razmišljal o teh zadevah, sem se oblikovno in tudi, kar se imena tiče, zelo naslovno na Kosmačevo novelo Tantadruj, ki govori o nesprejemanju drugačnosti. Ne, tam imamo pač te božje otroke, jim reče Ciril Kosmač, ne, tu imamo pa te osovražene begunce, ne, do katerih smo bili v prvem koraku solidarni, ne, naslednji dan smo jih pa že začeli razglašati za posiljevalce, teroriste, za vse drugo, kar verjetno so predvsem bili. Ne. Tako da ta tu in tuj je v bistvu na nek način naveličan potovanje. Ne. Zdi se mu, da so ta potovanja izgubila smisel, ne vidi več cilja, zdi se, da je pozabil, od kje prihaja in kam je namenjen, da je pač potovanje samo postalo tisto njegovo bistvo, kolikor je potovanje lahko bistvo. Ne. To bi morali Foresta Gumpa vprašati, ne mene. Ne. Sam tam je šlo za tek. Ne. Ta tu in tu ima tudi precej nenavadno podobo, ne, ima pač brazgotino skozi obraz, ne, mislim, da nekje napišem, kot da bi se 2 polovici slabo zarasli. Ne. V njem se širijo številne govorice, naprimer, da so njegovi lasje kot jekleni ostružki, ne, da pač za krvavišče jih primeš. Ne. Za nalašč sem ustvaril takšno malo nenavadno zunanjo podobo, zaradi tega, ker sem želel projicirati te naše stereotipe, te naše predsodke, ta naša slaba mnenja, ki jih imamo o ljudeh. Ne. Na nek način se tu in tuj drugači s temi mnenjskimi sodbami, ki jih ljudje izrekajo o njem. Ne. Nekakšen portret Doriana Greja, ne, ki se spreminja. Ne. Zdaj, nekoliko je kriv seveda sam. Ne. Kriv je toliko, ker pač ne sprejema tega članstva v begunski skupini, ne, ki ne vem, nekje po moji logiki, pa po občutku se mi zdi, da pač vsi begunci skušajo biti čim manj opazni, čim manj vidni, ne, ker so v neprijetni situaciji in je verjetno boljše biti neviden, ne, v tej skupini, napredovati skupino, ne, s tem, da tem destinacijam, kamor so namenjene, pa prav tako paše, da so te skupine brez zgodb, brez imen, ne, ker ko začnemo govoriti o imenih in zgodbah, se pojavijo tudi čustva. Ne, in takrat smo že na nekem spolskem terenu, politika težje manipulira, kot pa če imamo neko amorfno maso, na katero lahko lepi različne sovražne nalepke. Ne. Zato ta njegova dvojna tujost, ne, tujost do teh njegovih sotrpinov, s katerimi potuje, in pa tujost, ki jo čuti, oziroma ta odpor, ki ga čuti od te skupnosti, kamor prihaja. Ne. Ne vem, če mi je uspelo razložiti, ampak poskušal sem. No, to je spet odlika
tega romana, no, ker ne smem nič povedati. Ne. Ja. Kot že rečeno, ampak to, no, da mi seveda postavljamo, dajemo v predale begunce, sebe, s tem, da smo seveda sami tako zelo različni, nočemo marsičemu pripadati vsak včasih sploh ne svoji državi ali pa svoji skupnosti, a ne. In to je tukaj lepo opisano, ne, tudi v teh drugih torej predstavnikih te slovenske družbe, ni tako, da bi bili pač Homogenizirani, ne. homogenizirani, ne. Tako da to je zares odlično, ne. Ja, nikako nisem hotel, da bi zdaj tako, čeprav imam svoje mnenje, ampak nisem želel zdaj vsiljevati svoj pogled na te zadeve, ne, ker se pač v tej areni, ne, na tem ogromnem igrišču se srečujejo res zelo različni interesi, ne, od takšnih hujskaško sovražnih do iskreno solidarnih, ne, in pač do tudi nekih podjetniških interesov, ne, ker vedno se bojo našli ljudje, ki so pripravljeni tudi na največjih tragedijah, ne, služiti denar, ne, in pač skušal sem zaobjeti to širino teh pogledov, ne, seveda je pa ena noč, ne, pa kar tak relativno omejen dogajalni prostor, ne, da bi lahko res morda razvil ali pa prikazal, ne, kakšne te zadeve. Renata, tale raziskava dogajanj, ne, kar naprej se nam nekaj dogaja, zato se lahko zaostrujejo tudi pogoji našega življenja, okoliščine našega življenja. A smo lahko tukaj tudi mogoče malo bolj, ne, zakomplicirani? Torej, seveda lahko rečemo, da se zaostruje, ampak a so tudi kakšni umiki in odmiki? Lahko govorimo o nekih, ne vem, se postavi ograja, pa se jo potem umakne, a ne, se sprejme nek zakon z nekimi grobimi členi glede tujcev, pa se ga potem poskuša popraviti, seveda potem se vnese noter spet neke omejitve pri učenju slovenščine, kot veste, sploh pri združevanju družin. Skratka, tukaj gre vendarle za neko dinamiko, ne? Ker tudi pri družbi, skratka, so seveda odpori proti grobosti, so odpori proti brutalnosti, a ne. To me zanima, no, kako bi to opisala, kljub samo, no, neko to dialektiko nekega dogajanja, kjer ni daleč od tega črno-belo, tudi ne v pravu na vse zadnje oziroma zakonodajnem okviru. Ja, eden od odgovorov, ki ga lahko opazimo, je v bistvu neka zapiranje vase, apatija, kjer pravzaprav vidiš, da je nekaj narobe, ampak imaš občutek neke nemoči. Tako da recimo mnogi ljudje, ki so recimo kritični do dogajanja, ki ga opisuje recimo roman, ali pa ki ga vidimo okrog nas, ne samo do beguncev, v bistvu te neke krutosti nasploh v družbi pravzaprav zapirajo oči, ne. Zdaj, mnogokrat seveda zapiramo oči tudi, kadar smo traumatizirani, ne. Zdaj ne bom rekla, da so ljudje nasplošno traumatizirani, kadar nimaš nekega odgovora, kadar imaš občutek res nemoči, potem je lahko ta umik v privatnost pač za nekoga tudi lahko neka trenutna rešitev, ne. Tako da ne bi jemala to izključno kot negativno včasih, da se odklopiš od vsega, ampak mnogi ljudje recimo se prav v današnjem času odklapljajo od novic. Ne, vsega je preveč, ne, ampak to vidimo v vseh vojnah, recimo Stanley Cohen je 20 let nazaj, to je pokojni profesor iz LSE-ja, napisal krasno knjigo o zanikanju, ne, kjer pač opisuje te razne, recimo še posebej vojne situacije, kjer pravi, da zelo hitro pride do ene utrujenosti v sočustvovanju, ne, imenujejo compassion fatigue, ne, in še posebej televizijski recimo prizori groze, ne, navadno sprožijo to, ne more več ne gledati. Recimo že vidimo, glede na ukrajinsko vojno, pa traja šele 1 leto, ne, koliko manj mogoče spremljajo prebivalci, kaj se recimo dejansko dogaja, ker tudi nek občutek obupa velikokrat, ne. Ampak kar je roman razlagal glede beguncev, pa tega glavnega junaka, me je pa spomnilo na eno zelo zanimivo srečanje, ki sem ga imela nekaj let nazaj na Danskem z begunci.
Tja me je povabil en begunc iz Bosne. In sicer je umetnik, ki danes, bom rekla, na svoj umetniški način pač na nek način se sooča z tem, da je bil begunc kot otrok. Ime mu je Nermin Duraković, slikar. Kot otrok se je znašel na Danskem, v času vojne v Bosni in Hercegovini. In tam je res ena posebna krutost v danski družbi v odnosu do beguncev. Mislim, že takrat je obstajala v tem, da so imeli zelo posebno arhitekturo, v kakšne centre bodo begunce nastavili. Vedno jih nastavijo nekje daleč, proč od mest, nekje tako Bogu za hrbtom. Potem imajo pa posebne mizarje, posebne arhitekte, ki naredijo pohištvo, tako kot ga naredijo recimo, ne vem, tisti, ki konstruirajo pohištvo za McDonald's ali pa za klopce, kjer poskušajo preprečiti, da ne bi se recimo kdo vlegel ali kaj takega. Tam so naredili tako zelo neudobno pohištvo. In ideja je bila tudi, da so prvo leto bili begunci v eni ogromni sobi. Njegova družina je bila, meni se zdi, 4 leta v tistem takem centru, begunskem centru. In prvo leto jih je bilo tam, ne vem, enih 50 ljudi v eni hali. In tako, imel si samo eno nočno omarico, bolj mičkeno omaro, pa eno posteljo, tako prav vojaško. Potem drugo leto si v pol manjši sobi. Tudi pol manj ljudi. Tretje leto, že malo manjšo, šele 4. leto je družina lahko sama. In on je to narisal je te sobe. In je narisal tudi pohištvo kot svoje umetniško delo, ki jo pravzaprav razstavlja, je to ta njegov spomin v bistvu na arhitekturo teh prostorov. Nermin se je zelo angažiral v pomoči beguncem, ki zdaj prihajajo, in je skupaj z skupino umetnikov so oblikovali eno organizacijo, ki se reče Trampolin. Ideja trampolina je, da imaš ti možnost odskočiti nazaj. In ta organizacija je nabrala denar, predvsem so jim Švicarji pomagali, od humanitarnih raznih in drugih sponzorjev, da so najeli en prostor, kjer so čez vikend povabili begunce iz teh krajev, kjer so tako daleč od civilizacije, kjer še vedno tudi ti novi begunci živijo, da so jim plačali karto za vlak, to je kar drago, in da so lahko ti prišli čez vikend tja in srečali lokalce. Vsak vikend so ti begunci opravljali določena dela, recimo, če je bil nekdo znal striči, si se šel lahko tja postriči, učili so te jezik, ti si učil, recimo, oni so te učili, ne vem, arabsko, ti si jih učil nazaj dansko, ali kaj takega, so menjave, otroci so se igrali z lokalni in skuhali so vsak teden eno lokalno hrano, kjer so lokalci lahko prišli zelo poceni jesti in tudi zelo poceni pivo je bilo. Kar je bilo seveda kar veliko lokalcev, ampak prvič so se lokalci z temi begunci tam pogovarjali. In tam sem spoznala en tak lik, ki ga ti opisuješ, človeka, ki je celo življenje begunc. In sicer je iz Somalije, ampak kot otrok je šel že iz toliko držav, govoril je perfektno rusko, ker je ne vem kako po tem svojem potovanju zablodil v Rusijo, potem je živel še v Ukrajini, potem je nekako prišel na Dansko. Skratka, njegovo življenje je bilo 20 let potovanja, kjerkoli pa je bil, se je pa na nek način celo znašel, ker je imel neke zmožnosti, da bi rekla, nekaj preživetja. In drugi begunc, ki me je pa zelo, zelo presenetil, je pa bil iranski režiser, ki je pobegnil, potem, ko je v enem od njegovih filmov, ki je bil tik na tem, da gre na razne mednarodne telefilmske predvajanja, je na nek način bil kritiziran od oblasti, ker je neka punca tam preveč pomakljivo oblečena. In v bistvu je mogel čez noč spakirati in je potoval v bistvu preko Južne Koreje. Nekako je pobegnil v Južno Korejo, kjer je dobil neko pomoč in nekako iz Južne Koreje je pristal na Danskem, ampak tako rekla, te različne usode nekega človeka, ki je živel do nedavnega, lahko rečemo, neko integrirano življenje, celo filme je lahko delal in tako naprej, se znajde tako čez par mesecev na istem prostoru kot nekdo, ki je 20 let recimo potoval. In zelo zanimivi so tudi odnosi med samimi ti begunci, ki so mnogokrat kar precej kompleksni.
tudi glede na, ne vem, status, ki si ga imel v svoji družbi, ki ga s sabo na nek način neseš, kjer pač upaš tudi na neko prepoznanje, ne. Recimo, ne vem, srečala sem palestinskega zobozdravnika, ne, ki se je čutil, ne vem, kako zelo nesrečen je, ker ne more več opravljati tega dela, ne. Ampak vseeno je pa imel nek status tam, ker je ljudem lahko majčkeno vsaj svetoval, ne, kaj je recimo z njimi narobe. Tako da sama hierarhija med begunci mi je bila zelo zanimiva in seveda, ko ljudje lokalci prvič spoznajo begunca, da prvič z njim govorijo in gotovijo, da ima tam mogoče precej podobne neke recimo poglede ali pa so sploh pripravljeni poslušati nekoga z neko svojo zgodbo in deliti recimo sami svojo zgodbo z njimi, se stkejo neki odnosi, ki so v bistvu preprečeni s takim načinom, kot ga imamo recimo tudi pri nas, s tem, da begunce pravzaprav odstraniš od družbe. Takih zgodb sem jaz zelo veliko slišala. Čisto glede stika bi samo eno delila z vami, no. To mi je pa učiteljica iz osnovne šole tukaj v centru Ljubljane mi je povedala to zgodbo. To je šola, ki je resno razmišljala, da bi zelo veliko ograjo okrog šole postavili takrat, ko so ustanovili center na Kotnikovi. Ne? No, na tej isti šoli je delovala ta učiteljica, ki je v tem istem letu, torej 2016, pri nekem krožku o prostovoljnem delu prišla na to idejo, da če pa že tako, potem je pa treba otroke peljati v azilni dom, da bo prišlo do točno to, stika, komunikacije in da bodo videli, ne, kaj to je, za razliko od tega, kar je na televiziji, recimo vsak večer. In si je dejansko upala to narediti, torej otroke iz osnovne šole, ki so bili pri tem krožku, je peljala v azilni dom in to govorimo skratka o vrhuncu diskurza, groze, strahu, ne, april, maj 2016. In potem so otroci narisali, mlajši, starejši, napisali svoje vtise. In napisali so točno to, kako jih je bilo strah in kako so se potem imeli čudovito. In da najlepša hvala za to izkušnjo. Bilo jih je zelo strah, potem so se tam igrali, pogovarjali, seveda govorica telesa je univerzalna in ne vem, lahko se zmenimo 70% recimo, ne? Otroci mogoče še več, ker nimajo toliko zadržkov. In so bili zelo hvaležni za to izkušnjo. Ne? To, kaj so potem starši delali, to ni sploh nič važno zdaj. Ne? Ampak v resnici lahko samo stikom dosežemo to, da se osvobodimo strahu. Ne? Ampak imamo toliko zgodb, pa bomo rajši še jih vprašali naše poslušalke in poslušalce, kaj bi z nami podelili. Zoran Mušič, ne? On je prav tako umetniško upodobil svojo izkušnjo. Lida, mogoče še nekaj o tem, vendarle tudi tole pohištvo, risanje, on je pa, kot si rekla, začel risati v Dahavu in potem nadaljeval do konca pravzaprav tudi na vse zadnje z risanjem svoje identitete, svojih avtoportretov. To. Čisto na koncu. Še nekaj o tem, prosim. Prej sem prebrala tisti delček opisa, zato ker me je fasciniralo zdaj, ko zelo intenzivno delam, spet ga proučujem, kako je v resnici on zelo lepo ubesedil posamezne etape svojega lastnega življenja, tudi opisal ta ustvarjalni proces, tako da ga je zelo zanimivo brati, ker ga doživiš skozi njegove besede še toliko bolj globoko, kot če on ne bi tega tako znal opisati. No, on je v Dahavu začel risati in vedno je povedal, da to ga je rešilo življenje. Bilo je tako strašno, da je samo tu videl možnost, da na skrivaj je kradel tiste koščke papirja, koščke pisala, da je lahko on zelo na skrito tiste risbice delal.
Tam okrog 200 naj bi jih ustvaril, veliko manj mu jih je uspelo prinesti potem v slovenski oziroma tudi v italijanski in francoski prostor, ampak on je to nosil v sebi, tudi zelo lepo opisuje, zakaj je on začel risati. Če bo čas, mogoče bi bilo zelo lepo prebrati 2-3 stavke. Ampak to ga je stalno morilo, ta bolečina je bila neizživeta, neizpeta, je ni prebolel. Čeprav vsi poznamo njegove konjičke, osličke in te čudovite podobice, kako skačejo tam v imaginarnem prostoru. On je risal Benetke, risal je, ko je potem leta 1952 šel v Pariz, tudi pariške vedute in tako naprej. Ampak v podzavesti je on nosil Dachau, trpljenje iz Dachauva. In zagotovo ga svet pozna po tem sjajnem ciklusu, nismo poslednji, ki je nastajal v 2 etapah, od leta 1970 do 1975 in potem še leta 1987. Tu je on izživel to svojo bolečino, to je prekrasen cikel, uporabila sem besedo prekrasen, ker tudi on to tako opredeli, da so tako pretresljive, da so na koncu lepe. Ne? V bistvu gre za figuralne skupine, gre za figure, on se je takrat ponovno vrnil k figuraliki in v figuraliki ostal vse do konca svojega življenja. No, s tem ciklusom je on se zapisal v zgodovino človeštva, pravim jaz. Tu je on odprl problematiko dachovske, mislim, taboriščne problematike, ponovno se je začelo o tem govoriti, ker je bilo toliko desetletij od leta 1945 nekako se je izogibalo v vseh teh okoljih govoriti o teh strahotah, bodisi v francoskem, bodisi v italijanskem, pri nas, povsod so se izogibali, no in s tem svojim ciklusom je on dejansko spodbudil, da se je začelo neobremenjeno na drugačen način sploh govoriti o tej strašni problematiki. To figuro je on nosil v sebi tudi desetletja naprej in zanimivo, ko je, on je zelo dolgo živel, ne? On je umrl leta 2005, pokopan je v Benetkah, ampak zadnje desetletje on začel predvsem risati in predvsem avtoportrete in kako jih je poimenoval, če gledamo iz tega vidika begunstva ali prebežnikov, on se je poimenoval popotnik. On je naredil celo vrsto v bistvu avtoportretov, to so celostne figure, bodisi gole figure, bodisi oblečene figure, poimenoval jih je tudi nekatere kot filozof, ne samo kot popotnik, tudi kot to, da v bistvu potuje, ne samo kot v smislu begunstva, ampak prav takega popotnika. Zanimivo, da je to čutenje izrazil prav v zadnjem ciklusu. Tako kot je izrazil v teh dvojnih portretov, ko je na eno stran postavil sebe, na drugo stran postavil žene, to so zelo pretresljivi, zelo tenkočutni portreti, avtoportreti, ko na zelo subtilen način opiše ta njun odnos. Samo v risbi, uporabi samo rjave barvo, nianse rjave barve, spregovori s črto z risbo in jih postavi vsakega na svoj konec platna, v bistvu tako zelo blizu in tako zelo daleč. Kot smo si lahko ljudje, ki živimo skupaj, pa čeprav nam je na nek način lepo, vendarle v sebi nosimo to odtujenost in smo si na nek način daleč. On je sebe občutil v zadnjih letih samo kot popotnika. In to je najbrž to čutenje, ki se je skozi njegov ustvarjalen proces, skozi neverjetno sprejetost v vseh prostorih. Moramo, če pomislimo, da je on iz leta 1945, skoraj direktno iz Dachauva, on se je stavil 2 meseca v Gorici in potem šel v Benetke. On je tako rekoč odšel v tuj prostor, v italijanski prostor in ga je ta prostor sprejel. Ja, sprejel ga je tudi zaradi bodočega tasta, slikarja Cadorina, ampak vendarle je on znal svojo avtoriteto odličnega slikarja, ki pa zanimivo, ni sodil v trende takrat tistega časa in prostora,
ker je dominiral Vedova z njegovim abstraktnim slikarstvom, ampak on je ohranil ta svoj notranji svet, ki ga je izražal na zelo specifičen način. In potem, jasno, Pariz. On je prejel nagrado, v Italiji je dobil to nagrado, ki mu je omogočila razstavo v Parizu, in hkrati ga je galerija, mu je dala pogodbo, podpisala z njim pogodbo, da je lahko potem on računal, da bo preživel, in sta se z ženo selila tudi v Pariz. In je počasi tudi on naredil izjemno uspešno, če uporabim ta izraz, kariero ali umetniško pot, tudi v francoskem prostoru, ravno tako bogato kot v italijanskem prostoru. Tako da nenazadnje si ga lastimo trije, si ga lastimo Slovenci, on tega nikdar ni zanikal, vedno je povedal, da je Slovenc, si ga lastijo Italijani in si ga lastijo Francozi, čeprav on se je imel za srednjeevropejca, širše se je on umeščal v prostor, on je bil v principu človek sveta, ni bil samo lokalno omejen na ta naš prostor, čeprav smo mi občutljivi na to, ali je se izrekal za Slovenca ali ne, to so novinarji ga stalno spraševali, pa je bil že čisto naveličan teh vprašanj. Ja, je rekel, jaz sem italijanski državljan, vendar vsi vedo, da sem v principu Slovenec, tako da, če ostanemo pri tem čutenju, tako da, če bo čas, mogoče bom jaz še 2 stavka, ki so zelo presunljivo, kako je on znal opisati vsako svojo etapo v življenju. Rada bi vam samo ta delček Dachauer še približala, če bo čas. 2 stavka? 2 stavka, ja. Bom izbrala 2 stavka za na koncu. Lahko zdaj, pa potem ta čas razmislite o kakšnem vprašanju, komentarju, kakšni zgodbi, ki bi jo delili na tem našem druženju. Torej, izvoli. Sredi tega brezupja, sredi mrtvecev, ki so ležali vsepovsod naloženi drug na drugega v skladovnice, je pričel tudi risati in je povedal: Še danes me spremljajo oči umirajočih, ki so kot stotine žgočih isker, bleščeče oči, ki so tiho in brez besed milo prosile pomoči. Živel sem sredi mrtvih, v sredi absurda, halucinacij, nestvarnosti. In to realnost smo sprejemali tako, kot da je samo po sebi umevna. Prosim, izvolite. Mi smo govorili 1 uro, zdaj pa kaj bi kdo od vas še dodal. Jaz bi protestiral rad, ko ste uničili mojo podobo Mušiča. On je bil namreč, ko so hodili v gimnazijo, 2. razred, na obisku pri nas. Mislim, da ga je profesor Bergant umetnost. Možno, ja. In to, kar se jaz spomnim od njegovega nastopa, ni niti besede trpljenja, ampak nam je govoril, kakšni so lokali v Parizu, da v košarah na stropu sedijo punce, fantje pa spodnji gledajo. In nam je rekel, pejte ven od tle, spustite se, pejte v svet, ne se pustiti tle prisiliti, da boste spali. In tako da moja podoba njegova je... Se je spremenila zdaj. Auschwitz, Dachau, kar hočeš, ni je sile na svetu, ki me bo pohodila. Zdaj, to se mi zdi zelo dobra metafora za pripoved o beguncih in migrantih. To je sicer res, da je literarna potreba romana, da uniči glavnega junaka. Ni druge, dilema med Kafko in Haškom, med Švejkom in Josefom, kaj mu v resnici ni dilema, na koncu oba slabo končata. In tu se držimo tega kanona, ampak meni se zdi, da obstaja plat migrantstva in begunstva, ki je fantastična. Mislim, to so ljudje, med katerimi jaz živim in so nesmrtni, neuničljivi, Poljaki na Irskem in Albanci v Sloveniji. To je, ko bi rekel, je sicer res, da
to, kar mi doživimo tudi kot grozo naše države, so tile, ki jih tle ujamajo v to mrežo gosto. Ja. Ampak v resnici večina gre skozi njo. Ne? In mene Ahmed Burić, pesnik bosanski, me je popolnoma frustriral, ko me je vprašal, koliko potnih listov imaš ti. Rekel pa, ako nemaš 2 pasuša, ništa nisi tako da, rekel, literarno potrebo jaz rešpektiram. Ne? Tako, pač roman ima svoje zakone in jih je treba po njih napisati, ampak jaz tega bolj ne bi prenesel, da je to edina podoba ljudi, ki grejo skozi našo državo. Ne, ne gre pozabiti, verjetno ste opazili, da so kronali kralja, ne, v Angliji. Ja. Predsednik vlade je Indic, notranja ministrica je Indika, prejšnji minister za finance je bil Nigeric. Skratka, migranti v Angliji zdaj pač pa prav ti iz kolonij vladajo države, čeprav je res, da pač je vprašanje kože. Ampak če pogledate, Velibor Čolić, begunec iz bosanske vojne, pri Goncourt za romane v Franciji in Saša Hemon v Ameriki, eden največjih sodobnih pisateljev. Tako da se mi zdi, da je ta podoba begunca in migranta kot trpečega. Je sicer nujna potreba naše družbe, ni pa edina. Seveda ne. Se to izraža tudi Mušič nazadnje, ne? Se on ni samo trpel, on je pač v sebi nosil neke spomine, ker tako sjajne, če rečem kariere, če uporabim ta izraz, kot jo je on naredil iz slovenskega prostora na zahodu, v svetu, jaz bi si samo želela, da bi še kateri umetnik iz slovenskega prostora. On je v principu tako velik, da ga postavljajo ob bok Picassa pri nekaterih ciklih. Ne? Tako da v principu on je dosegel maksimalno, kar se da, tako strani priznavanja Italijanov, kot strani priznavanja Francozov, pa ne samo njih, tudi Švicarjev, tudi Nemcev, ker on je zelo hitro in najprej z grafiko prodrl v nemškem prostoru in tudi Angležev in nenazadnje zelo hitro je on imel tudi galeristko, ki je bila Američanka in je tudi zelo veliko on prodal in razstavljal tudi v ameriškem prostoru, tako da on je sjajno se zapisal in naredil tako pot od tistega malega fantiča, ki je šel iz Bukovice s tistim vlakom se peljati na Štajersko, to, kar je dosegel. V končni fazi je prvi in edini živeči umetnik, ki mu so v Grand Palayu naredili tako veliko razstavo in na kateri je govoril predsednik Mitterrand. Ne? Tako da res lahko smo ponosni iz malega dečka rate tako velika osebnost. Ne? In to je bil tudi namen tega pogovora, torej da združimo najbolj tragične usode z pač migrantstvom in begunstvom, ki ponujata možnosti, kjer ljudje dobijo, itak imajo krila, ampak potem dobijo prostor, da jih razširijo. Ne? In se mi zdi to, tako kot sem prej rekla, zelo pomembno tudi, da na eni strani ne govorimo samo o grobosti ali krutosti, ampak tudi o solidarnosti in o uporu proti krutosti in grobosti. Ne? Torej to vse v tej družbi je. Zdaj to, da pač mi, ki se sploh profesionalno ukvarjamo z migracijami, smo sploh, ne nehamo nikoli govoriti, da je pač človek je migrant, homo migrans je, to od vedno. In ta naš prostor je, mislim, tak izjemen primer intenzivnih, res nenehnih migracij v vseh oblikah, prisilnih in neprisilnih. To je samo pač tako zelo pomembno, da se kar naprej spomnimo na to, zato ker
se tega pač ni v javnem diskurzu. Migranti so drugi, migranti je tako rekoč že skoraj psovka. Mi smo delali, še delamo raziskave z migranti in velikokrat pridemo do točke, ko nam rečejo, ampak sam ne, da sem jaz migrant. Ja. Skratka, imaš raziskavo o migrantih in migrantkah, vse gre super, se pogovarjamo, snemamo življenjske zgodbe in na koncu sam ne napisal, da sem jaz migrantka. Mislim, tako hudo je, da ne govorimo seveda o beguncu, ki je čista grožnja. Tako da seveda naš svet, naša kultura, naši dosežki so dosežki ljudi, ki so bili popotniki ali pa so še vedno popotniki ali pa so potomci popotnikov. Tudi mi dajemo nagrade na ta način. Tako da ja, imamo ne vem, obdobje, ko je bilo treba spremeniti mehke čeje v trde čeje, drugače je bilo težko preživeti v naši družbi. Ampak je to ta ista družba, ki zna dati nagrade mehkim priimkom z mehkimi čeji. Tako da se mi zdi zelo pomembno, da smo pogovor pripeljali na to raven. Če dovoliš, ko si omenjala mehki č, recimo en tak primer je tudi Mušič, nazadnje. Zelo zanimivo, kako je to. On se je rodil kot Musič. Tudi dokumenti tja do šolanja na akademiji v Zagrebu, tja do 35. So kot Musič. Družina, tudi na grob, če greste v Šmartno v Brda, kjer so zakopani starši, je Musič. Ampak on si je kar nekega dne spomnil in je ratal tam okrog 35-36, je ratal Mušič. V bistvu se ne ve, jaz takrat ga nisem vprašala, recimo, zakaj je on to naredil, ampak tako predvidevamo, da verjetno zaradi lažje izgovorjave. Ampak, ko pride v Italijo, zanimivo, prva razstava leta 1944, ki sem jo omenila v Benetkah, je bil Zoran Mušič. Potem leta v Dahavu je bil še vedno Mušič, leta 1945 je pa bil že Music. In ne samo, da je bil Zoran, ampak on je spremenil, ko je v Trstu pridobival stalno prebivališče, so mu Italijani v bistvu spremenili, zato ker veste, da Italijani so Primorcem spreminjali imena in priimke. Ja, in je ratal iz Zorana je ratal Anton in potem je iz Mušiča ratal Music, Tako da je bil nekaj časa Anton Music, potem je bil Zoran Anton Music in na koncu ratal v zahodnem svetu Zoran Music, pri nas je pa ves čas Zoran Mušič. Tako da zanimivo tudi ta transformacija, mislim, kako se pač mu je dogajalo, ampak migracije so stvar transformacije in družbe so stvar transformacije in to gre pač skupaj, ni tuje drugemu. Zdaj, prosim, še kaj. Marjanca. Nela pa Marjanca. Jaz bi rada rekla, da tudi Dachau je vzel Mušiča za svojega, ker jaz, ko sem Dachau obiskala, tam so njegove slike razstavljene. Res je. Ja. In ker smo ravno pri vizualizaciji, gospod Rozina, bi lahko komentirali naslovnico vašega romana, ki ga jaz še nisem prebrala, priznam, ampak ko mi čakam, da ga bom. Naslovnica je zelo, zelo kruta. Naslovnico je naredila Samira Kentrić. Za mene je bila ta Ervinova intervencija všeč, ampak vseeno, tudi te zgodbe, ki jih je Renata pravila, ali pa Mušičeva zgodba, so zgodbe o izjemnih posameznikih. Glavnina seveda ne doživlja te usode. Glavnina migrantov, beguncev, po mojem prepričanju, nimam nekih znanstvenih osnov, da to trdim, izvira iz nekega manjka. Nek manjko je tisti, ko požene človeka v beg. Ali je to manjko miru, ali je manjko prihodnosti, perspektive. To mislim, da je vseeno osnova. In ta naslovnica pa govori po mojem o tem, da velikokrat mešamo domoljubje z nacionalizmom. V bistvu, čeprav sem slišal opozorila, da se ne sme izdajati vsebina knjige, ampak prizorišče te noči je nek lovski dom. Najprej sem razmišljal o neki vardi, kakšne so dejansko
stražarile po naših mejah, ampak pa sem se odločil za lovski dom zaradi tega, ker gre spet za neke oborožene moške praviloma, ne, in ker zaradi tega, ker lovci sodijo v neko tako skupino ljudi, ki mislijo, da lahko z intervencijami uravnavajo nek naravni red. Ne. Tukaj je treba odstreliti teh živali, da bo pač mir na tem področju. Ne. In mislim, da je to Samira dosti dobro povzela neko to idejo, ne, in zapakirala to lectvo v srce v past in v basto pa v obliki srca. No. Nela, izvoli. To me zanima, ker zadnja leta je manj po medijih o tem, o selitvah mladih ljudi iz Slovenije v druge države. Ali tega manj dejansko se o tem ne piše? Ne, tega ni manj. Ne, mladi ljudje odhajajo, številke rastejo, jaz nimam najnovejših podatkov, vsake toliko časa se pol mediji spomnejo, pa jaz sem celo enkrat bila povabljena na televizijo, to še v prejšnjih časih, ne vem, kaj smo zdaj 2023, ne vem, 5 let nazaj, mogoče 4, 5, in je bilo pač točno to vprašanje, prišli so vam podatki, Sursa, koliko mladih ljudi se izseljuje iz Slovenije, in moj prvi odgovor je bil ja, ampak a ste dali zraven tudi podatke, koliko se jih priseli? A lahko mi pač razumemo res migracije v obeh delih, ne? Kot celoto, a ne? Torej, ja, odhajajo, gotovo, ja, ampak odhajajo visoko kvalificirani, ja, sem rekla, ampak imate podatke tudi, koliko kvalificiranih prihaja v Slovenijo, a ne, a vidimo res samo delavce na gradbiščih, zdravnikov pa ne, no si pa meni nisva več povabili, no tako da, ne, ampak spet, a ne moramo pač samo enostransko gledati, ja, odhajajo, seveda odhajajo, imajo pač tudi svoje razlogi so pač jasni, ne, tam je, ne vem, neka boljša plača, neki boljši pogoji dela, ne vem, to, ono, tretje, saj to ni nič posebnega, nobena posebnost našega časa, to pač tako zmeraj je, niti ni potrebna neka blazna revščina, ne, pri beguncih je to druga zgodba, zdaj govorimo o teh, prostovoljnih migracijah, pač želja po svobodi, drugačnem svetu. Sam to, če smem, no, ker se mi zdi pa res tako zanimivo in se veže na naš pogovor. Naredili so eno raziskavo, zakaj mladi iz Slovenije odhajajo, to je naredila ena mednarodna organizacija, no, zato ker je cela jugovzhodna, osrednja Evropa. In med odgovori zakaj, kjer imamo seveda klasičen seznam, boljša plača, večje, ono tretje, ampak med slovenskimi mladimi je največ tistih, ki grejo v tujino zaradi želje po življenju v večkulturnem okolju. Jaz nisem preverila, meni se je zdelo, da je napaka. Ampak dejansko je tisti pač graf tam najdaljši. In potem sem jaz razmišljala, kaj. Kako razume večkulturnost? Da je naša družba večkulturna, ki jo kot tako ne razumemo, ne sprejemamo, ne definiramo, si jo ne želimo in jo ne cenimo. A ne, je to tudi, kadar se ceni nek odklon, neki ja, pa se je dobil Prešernovo, pa ni to nekaj, kar bi bilo popolnoma samo po sebi umevno, a ne, da pač to smo že, ne vem, od Trubarja dalje in to je super. In pač ja, valjda, da so tudi problemi, konflikti, vse, kar spada v družbo, to ni nobenega dvoma v to, ne, ampak ta občutek, da živiš v neki taki sproščeni, večkulturni, večjezični, tako, a ne, seveda tega je pa pri nas očitno za te mlade premalo, no, seveda so pa še drugi razlogi, no, tako da, ja. Izvolite, še kakšna misel, Marina? Jaz bi samo mogoče zaključila, ker Mirjam teh podatkov potem ni omenila. Prosim, ja. Pa ve, ko dokončno pogledaš v podatke, vidiš, da jih več prihaja kot odhaja, tako mladih kot izobraženih, in da govorimo statistično rečeno o pozitivnem selitvenem saldu v vseh izobrazbenih skupinah in v vseh starostnih skupinah, z izjemo določenih
obdobij panike, ki se, kar se tiče visoko izobraženih, v Sloveniji veže na čas ZUJF-a, ko so pravzaprav dejansko bili najbolj izobraženi pod pritiski v zvezi z sploh v javnem sektorju, to je 5 let. Čisto zares pa pravzaprav sploh danes beležimo veliko več prihodov kot odhodov. Seveda pa tako, kot je bilo rečeno, meni je to zelo všeč. Ljudje različnih starosti, izobrazbenih skupin, sprav ljudje, ki gremo, da jih ne personificiram s poklici ali starostjo ali karkoli, čutijo neko praznino, potrebo, kakorkoli temu rečemo, ne, in zato prihajajo v Slovenijo, ker mislijo, ali pa to tudi tukaj najdejo, oziroma odhajajo iz Slovenije, ker najdejo to nekje drugje, ali pa če ne najdejo, pridejo nazaj. Tako da vsekakor je pa več tistih, ki prihajajo, kot tistih, ki odhajajo. Ja, v našem znanstvenem področju isto, v bistvu ogromno Slovencev, ki so končali recimo doktorat v tujini, bi se radi vrnili, se vračajo, in zelo veliko je tujcev, ki bi radi prišli. Imamo pa kar precej težave z zaposlovanjem tujcev, ta birokracija je še vedno izjemno težka, ne. Pa seveda, mislim, dohodki mnogokrat so kar nizki, zaradi tega tudi recimo mnogokrat, ko kandidiraš za neke evropske raziskave, je kar žalostno, ne, primerjati, ne vem, če je vodja Slovenc, vse partnerje, ki jih bo imel iz tujine, bo mogel mnogo več plačati, ne, kot bo pa lahko recimo dal sebi ali pa svojim kolegicam ali pa kolegom iz Slovenije. Ampak jaz neke panike ne vidim, ampak to je neka normalna fluktuacija, pa mislim, ne vem, vsaj pri nas je ta politika, čim bolj probaš mlade le poslati v tujino, vsaj na postdoc ali kaj takega, ne, ker res je treba, da, mislim, da si prevetrimo. Seveda, ne. Treba je iti v svet, tako kot je Mušič nagovarjal mlade gimnazijce v Novi Gorici, ne, toliko desetletij nazaj. On je že vedel, o čem govori in zakaj je to potrebno, zakaj je ta svet treba videti in kako je bogat in kako je ta svet tudi naš svet, ne, saj kot pravim, te meje, ki so postavljene v glavah ali pa na rekah ali gorah, to je pač to, kar si je človek od nekdaj, od pamtiveka želel preseči in premostiti. Tako da, če je še kakšna mogoče misel iz vaše strani, če bi želeli še kaj, mogoče Nelida, ti še kaj prebrati? Še kakšen stavek mogoče lahko preberemo? Ampak si nisem izbrala izven Dachava zdaj. No, potem pa ne. Ne, Nelida, ne. Pa ne bom, a ne. Ampak razen, da vam povem, kako je bilo ko je bila napoved prve svetovne vojne. Ne, Nelida, to bi pa res želela, ko sva se pogovarjali, si omenila, kako je on opisal ne samo sebe kot popotnik, ampak kako je, ti si rekla, kako je narisal sebe pravzaprav. Pa sem pozabila, kaj točno si rekla. Sem se pomnila, sem si, da je nekaj zelo lepega. Zdaj si me pa našla, ne vem. Sapica? Da bi zelo rad, da bi se ga svet spomnil kot rahel vetrič ali rahlo sapico. Tako. Hvala. Ja. No, in s tem bi jaz tudi zaključila, ker se mi zdi, da če smo že govorili o ljudeh, ki imamo krila, da lahko zaključimo tudi z njegovo mislijo, z njegovo željo, da bi se ga spominjali tudi kot nekaj, kar je v gibanju, kar nima meja, kar je svobodno in kar je zares človeka vredno življenje. Najlepša hvala. Lep večer.